Od nekdaj sem verjel, da ne obstajamo. Potem so začeli dvomiti. Počas nas sprejemajo. Ampak mi smo tu. Samo na obisku. Alien Gang, rise up! Alien Gang, rise up! A ste ugotovili, kaj se zgodilo, ko bomo prišli do videa Slovenci v Sloveniji? Vesoljci v Sloveniji. V glavnem, ignorirajte moje zelenkaste obrvi, ker nisem tistega make-upa dobro dol spravila, ignorirajte modre leče. Čas je in jaz ful ne bom ovinkarila, moj prvi mrčev zun, verjetno ni ne prvi, mislim je prvi, verjetno ni zadnji, ampak je nekaj, kar sem končno ustvarila in sicer za ovitek.com. V glavnem, spodaj imate svojo spletno stran, bili so freaking perfektni, koliko so se oni prelagali, koliko so bili prijazni, koliko so mi rekli, popravaš lahko kar hočeš, spremeniš lahko kar hočeš. In zdaj, ker vas čaka, ni samo majica. A ste vidi dober? Ta majica je malo nora, ampak ni treba, da moja glava tle gor straši zaradi tega, ker ti lahko tukaj dodaš svojo lastno glavo. In to ne velja samo za to majico, to velja isto za šalice in za ovitek. Ja, spet sem jaz na tem ovitku, ampak ni treba, da sem jaz glavo, še vedno dodate svojo. Če želite, lahko vzamete mojo, pač kakor hočete. Na majici piše, tak kvot sem ful dolgo zbirala, mogoče se spomnite, ko sem še na Instagramu spraševala, kva naj dam in piše Just visiting this planet, oziroma če kdo ne razume, to pomeni samo na obisku na tem planetu, tako da basically ta majica reče, mi smo alieni, isto piše tukaj na majici. Preprost, z drugo besedo reče, da smo mi alieni. Kako lepo. V roki imam telefon, ne pač samo v tej roki, tle imam ovitek, ampak v roki, moji alien roki imam tudi telefon, ker sedela sem na pijači s tem minutom in sem bila tako, kva naj dam v roko, nekaj mora biti roka, da se ne dotika telesa, da se ne dotika glave, da se lahko glava spremeni in sem bila tako, telefon, da, česa, mislim, stvar, ki ima danes vsaj korak je telefon, tako da logika. Ženske majice so telirane, tisto, kar zanima za primer, jaz imam M in mi sede v mulo, drugače bi bila to, ja, drugače isto M, pač M vzame v trgovini. Preden sem preverila, sem jo že upravila na preveč stopinje, tako da preživi, ampak jaz ne priporočam, res tudi v navodilih piše do 40 stopinj pa okrog obrniti, da se tale zadeva čim dol obdrži, so pa ful hude kvalitetne majice, to pa garantiram. Zdaj pa še na tisti drug del, ki je meni mogoče še bolj pri srcu in sicer šalička in pa majica z logotipom. Logotip veste, koliko mi pomeni, veste, koliko je lep, koliko je krasen. Od nekdaj sem vedela, da bo ta logotip na mrču, da bo nerealno lepo izpadel in ne kriči moj ime, ne kriči moja faca, nič mojega ni gor, preprosto je samo Illuminati in znotraj Illuminatov je pač ta alien in to skup tvor naše alien in to je nekaj najboljšega in je krasen znak in lahko dobiš še te produkte, ki jih veš, če zdaj gledate na slikah in so veliko bolj simple, mogoče za starejše, ki hočete bolj sofisticirano, bolj fancy, bolj šmenci. Tisti, ki ste pa za foro, pa legende, pa face ali pa takomu, ki se mu všeč, mu boste za foro hoteli to majico vzeti, pa njegovo faco gor, bo pa spet full huč toast. V cene se zdaj sploh ne bom spuščala, zaradi tega, ker sem se prav zmenila, čim nižji, kar lahko. Meni je vsem, koliko jaz dobim, sam dajte jim lepo ceno in cena je krasna, za merch je super, tako da pogledajte si, podlinkam vse, da ne govorim tukaj o tem, ker mi bo rolan še na video. Jaz upam, da nisem kaj pozabila.
Prvi primer so fotografije, ki so bile posnete nad hribom Lubnik pri Škofji Loki. Gre za padalce, ki preprosto skače, dol pada normalno in štos je, da ja, na eni fotki ni vidno popolnoma nič in v tem je šlo, zaradi tega, ker na drugi fotki pa je nekaj vidno, pač neka črna pika in imamo tudi približen primer tega, oboje posneto z istim fotkičem, samo da enkrat ni nič tik ob njemu, drugič pa je. In ta stvar se je kar pojavila, zato je gospod Primož, ki je to fotko poslal, je bil pač ok, nenavadno, kaj je. Povejte vi, kaj mislite, če vam je oblika kaj znana, če ste kdaj kaj podobnega videli ali kaj drugega bi to lahko bilo. En vesoljski strokovnjak je to komentiral in je ful povedal v smislu, na vsak tak pojav, ki ga vidimo ali pa spotoma po pomot nek zaznamo ali pa fotografiramo, obstaja vsaj še 10 ali pa 20 takih, ki jih itak ne vidimo in ne opazimo. Torej, koliko je tega dejansko, ker nam nič ni jasen, kaj je in pa še noben ne more dokazati, kaj je bilo, kaj bi lahko bilo. Je meni žal, kako so vesoljci osnovno prikazani. Lahko so, dobesedno karkoli, vesolje je toliko gromozansko, toliko široko, mi smo toliko ničkan delček, da sploh naš ne razpoznava te razsežnosti, koliko nenavadni bi vesoljci lahko bili, lahko so nam nevidni, lahko so oni loček, da jih mi vidimo, lahko so v obliki rastline, lahko se razmnožujejo z nami, lahko so delnost, lahko smo mi, ne vem, v levmu jajčniku vesoljca. Na drugi točki imamo video, pa najbolj, da si ga kar pogledamo. Gre preprosto za tak krogec in tle najbrž tisti, ki imate majčken občutka za tehnologijo, za snemalne naprave, za kamero, za telefon, sploh če s telefonom posneto. Toliko se ta krogec majčken razširi pa zmanjša, je ta gospod, ki je posnel, je rekel v smislu, da dobi nek sij okrog sebe, ampak v bistvu je lahko to kot neka posledica zoom outa, zoomiranja oziroma sploh, če bo tukaj velik zoom že itak narejen na telefonu, si lahko predstavljate, da se ta stvar lahko tako nenavadno začne premikati, kot se dejansko premika na posnetku. V bistvu gre samo za tresanje naprave, tako da je spet zelo tak dvoumen, ampak treba štekati, če zmeraj to Slovenija, ni veliko posnetkov, ni veliko slik, ni veliko ničesar, tako da gledamo to, kar imamo. Na tretji točki meni osebno najbolj zanimiv primer prihaja pa še iz bivše Juge in sicer iz leta 1966, ki se ni zgodil nič drugega kakor dejstvo, da je strmoglavil NLP. Jaz itak ne trdim, da je to 100% res in tudi noben ne more, ker vse, kar imamo, so fotografije, ki jih bom pokazala. Ne samo, da je plovilo strmoglavilo, noter naj bi bili 2 opečeni trupli, jasno nezamljano. In potem se je zanimanje v javnosti za ta primer čist polegel in preprosto je izpuhtel, ker naj bi šlo za nekaj zaupno vojaške narave in preprosto je šlo vse v oblak. Razen tega, da je 1999 leta se nekaj zgodilo. Nečak od enega izmed zdravnikov, ki je sodeloval pri tem projektu, naj bi te slike očitno dobil nekako ali pa imel že prej in jih poslal naprej in zdaj te fotografije obstajajo in jih imamo. Na vas je, da se odločite, koliko so vam ležite, koliko so vam realne, koliko verjamete in kaj ne verjamete. Zdaj ta nečak in pa ta njegov, torej pač tretji zdravnik, ki je bil, naj bi oba živela na območju Slovenije. Zdaj, koliko je to fake ali pa resnično, ne vem. Zdaj, to moram na glas povedati, Slovenija v svetu NLP viden ni velika zadeva, preprosto smo toliko majhni, da se itak posledično toliko malo stvari tle zgodi, malo viden se zgodi. Ne govorimo o tem, kako smo Slovenci zaprt narod in da če bi nekdo na glas to rekel, ker se je že ful dogajalo, da nekdo na glas pove ali pa pokaže, kaj je ujel in ga drugi itak spluje, dobro vemo, koliko hateful je cel 24 ur oziroma katerikoli članek se objavijo. Tako YouTube je še dokaj prijazen plac, Instagram je dokaj prijazen plac, ki pride do člankov, ljudje samo pljuvajo, da bolj ne bi mogli, sploh ne vem odkje in toliko sline. Ampak je pa zanimiv fakt, da se je veliko viden zgodi nasploh po svetu v okolici jedrskih elektrarn in skladišč za jedrskim orožjem. Tako da, kar se tiče Krškega, pri nas recimo bi bilo zanimivo, če bi kdo hotel tukaj opazovati, pa kaj večkrat opaziti, bi mogoče lahko šel tja. In še na zadnji točki imamo nekaj, ker ni NLP, ne vesolj, so pa koncentrični žitni krogi. Žitnih krogov se vsi spomnimo, zdaj eni ste mogoče toliko mladi, da jih še doživeli, ne vem, koliko imam med mlade gledalce, ampak to vem, da ne vem, toliko pa toliko let nazaj je bil največji boom in dejansko pri nas tudi v Prekmurju, pri Muri se je to zgodilo. Na pšeničnih poljih pri Kraplu izgledali takole, neverjetni so, meni je to, neverjetno mi je.
Če je to res, to je nekaj tako čudovitega, mi je zanimivo, da se ljudje bolj ne poglobijo to, kaj lahko pomeni, nama sporočilo ali kaj. Sploh ne morem verjeti, da so te stvari tako hitro potihnile, ker to je res nekaj tako lepega, jaz nimam pojma, kako bi človek to izvedel, namreč te zadeve so premera eden 10 in drug 25 metrov, it's huge, bro. Je pa nekaj, ker moram omeniti, da bom imela mirno dušo in sicer največ teh koncentričnih NLP krogov se dogaja v Angliji, če se ne motim, ali na Irskem. V glavnem nekaj tazga, mislim, da v Angliji. In nekateri ljudje trdijo, da so te koncentrični krogi pri nas, pri Muri, nastali takrat, ko se je v bližino teh žitnih polj preselili določeno število Angležev. In valjda to povezuje skupaj, lahko ne pomeni nič, itak skozi dobivamo neke nove priseljence, ne. Lahko pa da pomeni vse. Samo to povem, mislim. Ta video sem se potrudila, da je kratek, zaradi tega, ker poanta je merch, poanta je to, da imamo končno merch, 40,000 nasjen, končno je merch, oh my god, koliko je to trajalo. Jaz upam, da vam bo res všeč, da imate tisto simple verzijo, samo zelo goten, da imate to krasno odštekano verzijo. Hvala Vidku milijonkrat, da ste mi stali ob stran, da smo lahko to izvedeli končno, ker sama iskreno bi težko, ker to je toliko dela, jaz sem sama za vse, jaz sama snemam, sama editam, sama scenarije pišem, sama cel biznis furam, sama SP vzdržujem in bi bilo brutalno zame, da bi jaz mogla sama vse to početi, sproti vsako naročilo, pa to, da vam majte naprav, pa da vračate, pa spreminjate, pa en bi šalco, en bi to. Zato sodelujem s tem podjetjem in krasni so in hvala jim in pazite res, da ne perete majico na več kot 40, okoli obrnete pa ne velikrat pol in bo dolg lepa, ker je res huda. In upam, da je jasno, da če se mi slikate, bom noro vesela in da boste šli na moj story in ko mi čakam prve fotke, v glavnem, hvala vam za vse, I love you guys so much, Alien Mama out, bye!